Onemogočanje ali pa nepriznavanje tako javnosti, tako stroke in tako vseh nadzornih institucij na vseh nivojih. Nadzorni svet, se pravi znotraj sklada, je bil očiščen in onesposobljen. Odstranili so čisto vse, ki so mislili drugače kot Prodnik. Vlada je tudi pristojna, vlada je pristojna, da daje soglasje k nekaterim odločitvam nadzornega sveta. Vlada je dala soglasje, celotna vlada, k nezakonitemu programu in finančnemu načrtu za leto 2007 in dala je, torej, Ministrstvo za finance je molčalo, kljub temu, da je bilo dobro obveščeno in videlo, kakšne, pač imelo argumente proti. Vlada je dala soglasje k moji razrešitvi in s tem sprejela res žaljivo smešne Prodnikove argumente o mojem škodljivem delovanju, ki je bilo v tem, da sem seveda opozorila javnost, ko znotraj sklada in ministrstva ni več šlo. In čeprav je šlo za vsem očitna dejstva, da pač ščitim zakonitost porabe delitve javnega denarja in javnega upravljanja, javnih ustanov, niti minister za finance, niti minister za javno upravo temu nista nasprotovala. Mislim, da to vsekakor odraža razmerje moči v aktualni vladi. Naslednji nadzorni organ oziroma inšpekcijski je služba za nadzor proračuna Ministrstva za finance. Njihove negativne ugotovitve so preprosto ignorirane, kot da jih ni. Komisija za preprečevanje korupcije v načelnem mnenju, ki ga je izdala, je ugotovila, da je poslovanje in ravnanje koruptivno. Strani ministra je to mnenje ignorirano, Prodnik bo komisijo tožil, oziroma mislim, da jo že toži. Sodišče. Nekateri postopki proti skladu se sploh ne začnejo, drugi se odvijajo tako, da se marsikdaj vzbujajo sum v neodvisnost sodišč in v neodvisnost njihovega ravnanja. Poročilo računskega sodišča, ki se pripravlja, po vsej verjetnosti bo negativno in lahko pričakujemo, da bo tudi računsko sodišče Igor Prodnik tožil, komu ne bo všeč. Skratka, v državi ni inštance, ki bi jo Prodnik in Simoniti priznavali. Vsa oblast je na strani vlade in ministra, ki ima moč, in Prodnik sam predstavlja zakon in se gre na filmskem skladu tako rekoč revolucionarno pravo, kot da bi bili v vojni ali pa revoluciji. Ampak recimo tipično, kaj je Prodnik izjavil, ko je on prevzel funkcijo VD direktorja, on je takrat, tudi v medijih je bilo zapisano, on je takrat izjavil, da on ne potrebuje nobenega. On ima izpit iz upravnega postopka, on se napravil toliko spozna, da ne potrebuje pravnih svetovalcev, tako kot sem jaz pač najemal te zunanje pravne službe. Čeprav potem je on najel to isto odvetniško pisarno, ki sem je tudi jaz imel. Skratka, to avtoritarno delovanje seveda kaže na to, da je njegov predlog Filmskega inštituta pravzaprav tisto, kar on zasleduje, in to pomeni neka centralizacija odločanja, predvsem vsebinskega, na področju filmske dejavnosti, kar bi jaz pod dansko je že to moderno pač rekel, imamo pač enega filmskega tajkuna,